Vsi grejo v Pariz, New York. Točno to. Noben ne gre v Moldavijo. Neverjeten von ima ta država. Tu pečejo med nosnice. Če vidiš sledi od medveda, zakaj bi zdaj rinil tja? To bi lahko poimenoval za najslabš prespano noč v mojem življenju. Spet gremo nekam. Že kam gremo? Gremo pa v Moldavijo. Kaj pa je Moldavija? Moldavija je pa najmanj obiskana in najbolj revna država v Evropi. Jaz sem za Moldavijo slišal sam na Eurosongu. Sam nekaj 11.000 obiskov ima na let. Letimo v Kišnjev. Kaj z metlo pokaž? Še pa kažem, no. Kišnjev je glavno mesto Moldavije. Kišnjev je glavno mesto Moldavije. Okay. Pa bomo pa najeli avto in gremo takole se malo peljati čez Karpate v Romunijo. Kaj so pa Karpati? To je pa neko gorovje, 1500 metrov dolgo in gre čez več držav se razteza. Pa gremo pa nazaj v Moldavijo, pa je pa klele biser. Kakšen biser je? To je pa me najbolj všeč. To je pa Pridnjestrska republika. Pridnjestrovje je po rusko. To je v bistvu država, ki je sploh ni, ampak imajo pa vse svojo vojsko, meje, svoj denar, svojo zastavo. Taka zelo sovjetska zastava, ne? Ja, z glavnim mestom Tiraspol. 90-ga, ki je Sovjetska zveza razpadla, so oni s podporo Rusije se hoteli osamosvojiti in je bila pol vojna 92-ga, ko Moldavija jih ne priznava. Pa Rusi jih edini podpirajo. Gremo pa pol še v Odeso. To je pa Ukrajina. To je pa Ukrajina, ja. In zakaj bi mi šli v Moldavijo, če noben noče kaj? Ja, glih zato gremo pogledat. To imamo mi radi take države, da vidimo, zakaj ljudje kaj ne hodijo. Vsi grejo v Pariz, New York. Točno to. Noben ne gre v Moldavijo. Lušten bo. Lušten bo. Kišnjav. Kišnjav, ja. A ni Čišnjav? Ne bi bilo šloh, če bi malo predstavili, s kom potujemo, ne? To je Nis, to je pa Ipman. Jure Čuk. On je pa prevajalec iz kitajščine in kung fu mojster. Kaj si ti študiral na kitajskem, kaj je fora? Sam je, več let. Kaj si pa študiral? Kitajščine. Je cel telefon je takole, ne. Pokaž. Imam po kitajsko. Prvič letiva skupaj. Ja, seveda. A veš, da pas ni namenjen, da ti reši življenje, ampak da če umreš, da je truplo na sedežu, da te najdejo. A res ga? Ja, što ti nič ne pomaga, tle butne z glavo, ti nič. Zadnjič sem gledal na televiziji bil nek prispevek, da koliko 19.000 let bi mogel leteti vsak dan, pa ne bi dol padel. Oziroma pol bi. Tako da je kar varno. Se pa skozi derajo teli froci, no? Grozljivo, mogli prepovedati, da bi se dojenčkom ostati na letalo, če ne vprašaš. Vrgujem čez okno tega vračaš. Anži, a uživaš? Hijo je lušten. A je proban že Severnem napisal? A to si ti spet kaj bukiral? Tako kot v hotelu v Vegasu? Ja, tako nekaj. To pa še nisem doživel, da me je prišel iskat na letališče, takole. Neverjeten von ima ta država, tako. Tu pečejo med nosnice, se Jedko je, ja. Oster von, ne? V šestih me srbi, to smrdaš. Neki kurja po moje. A pa nasadek krav. Gledaj, kako je lep ta. Poglej ga. How do you say Kišnjev? Kišinjev. Kišinjev. Si bomo zapomnili, ne? Ja, Kišinjev. Na zdravje. If you have language problems, speak in Russian. When I was in Slovenia with my boss more times, we tried to speak Russian if nobody understands us. Already rent a car or not? Yeah. Because I can rent you this car also. This is my small business. Thank you. Have a nice staying in Moldova. Pripeljal nas je zdaj taksist do Kišnja oziroma transfer. Zdaj gremo pa krele v našo Crown Park Plaza. Sliši se zelo nobel. A prav po rdeči preprogi moramo hoditi. Nara. To tako, kaj že rezerviral. Izjemen lik. Kot dvigal zdaj, bi. Pa to je tak. Historik. Historik. Zlato neki. Kar oblečen v knauf. Carski. 7-ka, to je pa srečna številka. Ja. Magična. Zdaj to. To je zvonc. Versace! To Versace! Čekaj, gremo po sobah, zdaj skupaj. Tole je pa marmor. Jaz pa tukaj sem tako pil konjak, stari, pa sedel na tem stolu, kar velik ščet. Naslednja soba. To je pa apartman Narko Kraljev. To pa lahko malo lepše. Tle je pa že en ležal. Se ne vem, če ni kavč, mi bolj všeč, kaj posla. Walk-in closet. Kdo bo pod temi penkljami spal?
Ne, se razgledati pa ni neki. Tako je kot en Scarface flat, a ni? Ta črno-bel stil. Čisti, ja. To ne košta veliko. Ja, zato smo to rezervirali, ker je zelo pocen. To je moldavski standard, ne? 3 noči je prišlo 80 evrov. 26 evrov na noč. Ja, tako da smo si malo privoščili. To bi eno fajn lukno dubo v Ljubljani. Ja. Narko baron Moldavije. To sem jaz. Dobro jutro, piškotka. Dobro jutro. Včeraj nas je kar malo zmanjkalo, že proti koncu smo bili kar pridni. Pol, v 5 zjutraj, ne? Danes gremo pa na tradicionalni moldavski žar, pa na opuščeno židovsko pokopališče. Moldavska znamenitost je menda straši na pokopališču. Drugače sem se pa prejle klele slušel z vsemi temi 3 oziroma 4 šobami in moram reči, da sem se počutil, da bi šel pač trifix. Nerealno močne so. Ker peklo me je vse. Kaj sem naredil tem tušu? Kaj sem naredil tem tušu? Da bodo Sem para, stari, sauna. Tukaj sem ležal sem na stari. Ja. Ampak sem mogoče se vam utopil, stari, nisem rekel. To je zdaj ta tipična restauracija. Razen je že pred moj English, jaz. Če bo naš pridem, ti me tako taško kupil. I tako verando imamo. To je pa neki nivo. Prva stvar na meniju je bila pa lunch of a really man. Really man? Really man. To smo mi zdaj, ne? Pravi moški stari. Take so pa Moldavike pol, ne? Paradajz pa gobice, Ne, hudo tole, tale grlica, kot DJ Mizica stari. to je pa nora. Ja. Čim je odprl vinčka, že bere knjige, Moram sofisticiran malo človek. preveriti, veš. Daj nam kaj prebere. kartuša, хорошо? Mislim, da nam bo tale vinček fajn v glavo stopil za zajtrk. Ja, da mi dal. Čuk, kdaj si pa ti na zadnje vodo pil? 2 dni nazaj, prijatelj. Sem že skoraj pozabil, da obstaja. Posebna buteljko nam je prinesel. Sam je boljši zdaj, ko smo ga prezračili. Malo smo prezračali ta vin, da se malo nalufta. Sam tako, no, nisem velik ljubitelj rdečega vina. Recimo portugalskem, ko sem pil portovc, je veliko boljši vin. Black Sea, lej, ukrajinski vin pijemo v resnici. Kaj? Utegnil se nas. Pa Moldavija slavi po dobrih vinih. Menda. Edinega, kar sem probal, mi ni všeč, no najbolj, ampak... Evo, dobili smo zdaj tole hranico, stari, nekaj malo Hranica? meska, malo klobasice. Tako masno, pa luštno. Tole pa barbecue. Kartoške pa šašlike. To je pa zdaj že z sadicami šla, ne? Je pa domača čokoladna torta. Sliva z smetano, notri pa oreh. Šli smo si po SIM kartice, da bomo imeli internet. 5 giga smo dobili za 2 evra, 2 evra pa pol. Sem bil malo skeptičen, da ne bo delati. Treba je priznati, da je Kišnjev tako veliko presegel naše pričakovanja, pač tako res je hudo zrihtan, bajte so čisto hude. Naprimer Una za tabo, ne? Ja, nek socialističen art deco slog ali nekaj podobnega. Ene stvari so hude, ampak čim pogledaš malo globje, vidiš, da malo manjka. Drugač pa hudo. Gremo! Republiči. Ker daš ni trzo. Klašni otroci. Pred parlamentom se obnašate, pizda, kaj želi. Tako, zelo, ja ne vem, se mi zdi, da me režeš. Taka sovjetska arhitektura, sovjetski pridih, ki so toliko ogromne vse te bajte. Hodimo po asfaltu, brez trgovine, že 1 uro. Nikjer dobena trgovina. Система наебала снова. Привет вам, дядя Дима, привет вам, дядя Вова. Lušten blok je. Ja, koliko si fajn, oni kar prizidke naredijo, lej. Tako kao imamo premehno delno sobo, pa si pa še malo... Res, kar poveča prostor. Recimo tale si zaželil malo bolj panoramsko steno. Tale hotel pa zahod gledati, si pa še eno okno v galu naredil. Saj ni važno. Rekel je, žena se nategnil, fajn, ker je rekel, da bomo 10 minut hodili smo koliko, 2 uri pa pol, po mojem. Ampak smo si ogledali malo Kišnjev, ne. Zdaj smo pa prišli do cilja, nekaj 25.000 grobov je tukaj. Samo 1% grobov je še obiskanih, ostali so pa zapuščeni. Tretji dan, zadnji dan, pakiramo. Ko smo bili najprej navdušeni nad tem fletom, se je super v to, sam. Mislim, da vsak ve, da zlata pa srebrna ne gre sta skupaj, no. Pa tamle sem imel kren svečnik zraven glave. Čisto vse letvice so šle stran. To je to. Pokaž. Ja, una tam,
V bistvu je vse tako bolj provizoriš, ne? Zelo pocen kič se grejo. Rekel bi tretja faza. Drugač pa lepo, vsi te okvirčki, šandelirčki. Ja, so pa kao drsna vrata. Sam se jih da zdaj tako, ko gre nek dekor na steno. Ko ni nič vdadi. Až pojedu kaj? Tele smo bršali v Endis. Redno jo obiskujemo, Endis je veriga. Veriga v bistvu pizzerija, ampak toliko smo zadovoljni, hrana je nerealno poceni, vsaka glavna jed je okoli 4 evre. In tako da posko spred jedi padajo, pa to, ful dober. Samo folk tudi pride, pa so samo en kos pice. Toliko je pocen, da folk pride in si en kos pice vzame od cele pice, ki je plačal, pa gre. Drugače sem pa glih kar hotel uploadat vlog iz Grčije, pa mi je YouTube javil, da je avtorski komad noter. Ni lušten. Tako da zdajle Edi tam spet. Drugače imamo pa rezerviran avto, ki ga prevzamemo čez 1 uro. Tako da je fajn, intenzivno spet to montiram. Počer smo bili spet vzun, tako kot vsak dan. Jaz sem si še čajček vzel, takole z jagodkami pa to. Pa to je vse po evro, 2, veš. Pej ti zdaj to pokazal. Ta podhod moraš videti. Kaj, podhod greva gledati? Podhod. Fore, da te v Moldaviji samo mesto nič ne vlaga v to infrastrukturo in tukaj v teh podhodih se prav vidi. A veš, to je bil včasih fancy hotel, sovjetski zvezd, smel klet. Fontanice vode. Ste pa sklepan, da smo prišla do podhoda? Ja, pa sklet, da manjka 6 štenk. Da je ta tunel dolg 200 metrov in ni osvetljave, ne. Tako da dobesedno po temi hodiš. Shit. Kaj pa delaš v tem prodoru? Zdaj gremo do drugega hotela, ki pa dela, ampak ga niso obnovili že 50 let in je čisto hudo. To je zdaj ta zloglasni hotel. Ja, to je ta gran hotel, hele. Tako kot pri nas Intercontinental. Pa še lep bršljan imajo tukaj gor. Kako je fajn ta barva njihova. Ja, ful imajo radi to rjavo. Rjava, ja, tak tiramisu barva. Glej, imajo pa mentol barvo. Mentol, ja. Kaj bombončki. Kable smo kar od odzun napeljali. Saj ni važno. Poglejte ta dekor v čakalnici. Orka, fiks, ne. To se moramo prositi. Ja, jaz bi se tudi vsedi, prosim. Lušten, ne? Malo žul, ampak fajn, kaj bi nekaj postavil, kaj pa imamo še? Gremo še zaveso pogledati. Taka prekajena zgleda. Tudi cel hotel ima tak malo von po cigaretah. Velik del tega zaslug, da ima ta von je po moje ta zavesa. Se je fajn navzela teh 40-letnih vonjav. Joj. Fajn, to mi je ena cel, lej. Posluš, če rabiš cel. Boš z liftom? Jaz bi rekel, da to ne dela. Ste zrihtali avto? Smo, ja. 80 evrov so dokumenti stari. Rabiš posebno dovoljenje, da greš z najetim avtomobilom čez državno mejo. Več pa takole zgleda kišnjo. Tak, zelo kvadraten mest, ne? Ja, zato ker je bil porušen, popolnoma porušen v 40-ih. Najprej je bil potres, ga je zrnal zemljo, pa tisto, kar je ostalo, pa Luftwaffe z radarjev. Tako da so postavili kar mrežo. Najprej so nam tega dali, pa smo upgradali za 2,5 evra na dan. Tegale. To, uradno se je začel road trip. Gremo pa na zahod, Romunija. Gremo v Karpate, malo bolj gorato, goznato in volkulsko. To pa je slovenščina. Kaj delamo s tem jezikom? Bogi jezik. Ful je potepuških psov. Bogi. En nam je z drugega avta mahal, da nam nekaj dol visi. Najboljš, da utrgamo. Pa to je samo zaščita za to roko, klele, ne. Ja. Lepa. Da se mi tega ne rabimo. Opa, Calvin, prve metre po Moldaviji. Tukaj smo se ustavili zdaj v trgovino, da bomo nekaj za jesti kupili. Hrenovke. Хреновки. Te. Ja. Tete. 4. Kar vse te. Вот это? 6. Te. Da to uporabljajo na MS kalkulatorja. Tako premika tele kamenčke. Kaj si najdu? Kornet, embalaža. Sam gor prilimajo etiketo. Pa to je noro. Ne boš vzel? To pa ne bi probal nikoli.
Dobil? Kupili smo kar precej domačih klobas, vod, krompirja, tako za večerjo, za nažar. Pa je bilo vse skupaj 10 evrov. Pocen? Pocen zelo. Gremo pogledati zdaj ta vodnjak. Na vsake par kilometrov so te vodnjaki, tako da zgleda, so zelo popularni. Kamen je gor, da se potopi. Sam leglo komarjev. Zdaj pa naprej Romanija. Nu așa, îmi dați câte unul, știți la fotografie. Bit? Ja, mi. Aveți mașină moldoveneană și nu știți limba română? Mergeți în față. Kaj je rekla? Malo je bila prijazna, malo je bila pa nadrkana. Ja. Enkrat sem jo pogledal, se je smejala, drugič sem jo pogledal in me je skoraj ubila. Pol pa kar gost spat. Smo pa kar navdušeni nad pokrajino, čeprav ni nobenega gozda, kjer bi lahko se malo skrili pa kaj zakurili, tako da se moramo še malo voziti. Videli smo Luna Park ob cesti v Romuniji in smo rekli, da to moramo videti. V Romuniji pa ne vem, če bo upati nad tega, ker se sam kaj odšral pa pod letišče. Jaz sem državni prvak v metanju tih obročkov. Tole pa ni gozd. Ni nam uspelo včeraj, ker smo se ustavili v Luna Parku. Tako da več sreče danes, ne? Končno smo prišli zdaj v hribe gor, Karpati. Smo šli zdaj, da smo iz ceste zapeljali po nekem kolovozu. Realno sploh nimamo 4x4, tako da to kot teh SUV-jih. Bomo prišli nekam kambenga ni. Hej, Calvin je previden. Au! Koliko je nerealno temen ta gozd. Tam je popolni dan, sonček pa vse. Kle pa prideš pa sam gozd. Noč se ne vidi. Kle, jaz sem za kle, Čuka si ti za kle. Drva imamo za celo noč, ravno mehko podlago za šotor. Skriti smo pred uno glavno cesto, da nas na kakšen gozdar videl. Mi gremo vsak let, dvakrat na let, gremo tako za 3 dni malo v te slovenske gozdove. Oni, ne jaz. In imamo lepo ruzak, vse za jesti, za pit in gremo čez Kočevski rog, čez 3 dni Snežniški gozd, Trnovski gozd pa Kraški rog. Sem pričakoval, da je Kočevski gozd mogoče tako malo tak, da je pač čist temen, da pač sonce sploh ne posije na tla. Ampak sem prvič le tukaj to videl zdaj. Dejansko, ko stopiš noter v šumo, kot da bi pač stopil v noč. Jaz takim ljudem rečem, da so nori. Ko grejo z mesom v Kočevski rog izzivati pa spat v temo, ne vem no, ni glih moja stvar, ampak bom videl. Midva sva šla v trgovino. Vidva sta pa postavila tale tabor lepo in prav takole, ali kaj? Kao risanki. Le kako so naštimali štole. Aha, fotelčki. Za sedeti. Luštan. Evo pa še malo paprik, rabimo vitamin C. Se res deli imajo največ C vitamina. Ja, več kot limone. Tako da to ni kmit, da treba limone piti s čajem. S paprikami treba čaj piti. Ko so te dve palci, da odho fajn strateško, da je glih za rogovile gor. To je fino, ker nisem vzel dovolj stvari in bi bilo dobro dati nekaj pod glavo. Ja, jaz nimam nič. Več malo rebrca, malo krompirček. Takole fino sem si naredil držalko za hrenovko. Drugače pa Romunija, ceste, take kot v Sloveniji. Recimo v Moldaviji so ceste Za par razredov slabše, res. nora. Tam moraš pa kar gledati, kje voziš. Po cestah je ful psov, krav. Drugače nas je pa presenetil, ker je v bistvu dosti urejena Romunija. Jaz sem si bolj predstavljal, da bo tako kot ena Azija. Hudo je, ko smo se furali, pa res, kamor lahko vidiš sami gozdovi. To je pragozd, kar pomeni, da je neokrnjen. Živi tukaj kakšen evropski bizon, je pa največja populacija od teh gozdovih medvedov pa volkov v Evropi. 7000 medvedov, 6000 volkov. Pa zdaj smo na tem področju, ki je prav največja gostota tudi teh živali. Pač, ko so drugače. Tega mi pa nisi prej povedal. Čeprav, ko imamo mi srečo, vsi bežijo od nas, živali in folk. Šotor za? 2 bolj, no, čeprav piše za 3. Smo pa 4, lušten. No, kaj delaš? Vroče mi je, ne moram nog stegniti, sem tok
Če si mi bomo morili. Če stegnem noge, pisam podprl šotor, stari. Lahko imamo glavo v zunja, ne? Dobro jutro, prepečenčki. Kako je bilo? Nekaj tako razveni. Ob 6. zjutraj smo šli, jaz sem šel v avto spat, ker to je noro. Toliko smo še ni žuljali nikoli v življenju. Pa ne ravno vroče bilo, jaz sem se parkrat čist prešvital zbudil. Najbolj neudobno spanje v zadnjih 10 letih. V življenju. Bi rekel v življenju, ja. Ne bi ponovil tega, kaj naj rečem. Ok, nekaj je treba dodati tukaj, da ne bo kdo mislil, da je bila to ena random noč v gozdu. To bi lahko poimenoval za najslabš prespano noč v mojem življenju. Ker jaz sem 6-krat zaspal, pa se zbudil, pa spet zaspal, pa spet se zbudil. In pol sem gledal, kdaj bo že dan in pogledam na uro in je bila ura 1:22. Ne vem, ušesa ti delajo svoje, ker sam poslušaš, kjera žival ti hodi okoli glave. In sploh, ko veš, da si na območju, kjer je največ medvedov in volkov v Evropi. In kada to še ni bilo dosti, in že še metu en meso, ki nam je ostal po noč okoli šotora. Drugič ne grem tega, če nimam s sabo vsaj enega noža ali pa mačete ali karkoli. Kamor vidiš, sam gost, no? Jap. Smo si fajn ene romunske smokje prvočili. Ja, nima, da bi se nič okusa. Tudi ko saj malo slano, pa upaš, da bo ta slan okus držal, pa hitro zmanjka. Gremo zdaj malo v gost. Gremo, ja, malo pogledati, kaj se kaj dogaja. Živalki je jagoditve. Medved. Tole je medved, ja. Od tukaj naprej jaz ne grem naprej. To za meni ne da zdaj kaj notrint, no. Gremo še malo, ne? Izzivanje usode. Se veš, kakšen je tvoj brat? Ja, no, se to mi gre na živce. Samo da je čim bolj nevarno. Najna pot s čukom se je tam končala, zato ker, ne vem, meni se zdi to malo neumno, tako izzivanje. Če vidiš sledi od medveda, zakaj bi zdaj rinil tja? Anže ima pa rad take fore. Že od nekdaj.